Dober dan. Dober dan. Od zamisli, da boste kandidat za novega mandatarja leve sredine, ste v nekaj mesecih prišli do točke, ko se borite za vstop v parlament. Zaradi koga ali česa ste pričakovali, da se vam bodo vrata odprla kar sama? Narejenih je bilo verjetno nekaj napak, dejstvo pa je, da smo bili prepoznani kot konkurenca in potem se stvari začele zapletati. Katerih napak? Dajte 3 našteti. Prva je ta, da smo zelo jasno in deklarativno zagovarjali integriteto, ki očitno v Sloveniji ima težave z domovinsko pravico. In mislim, da mi še vedno zagovarjamo, ampak smo bili očitno kaznovani za to. Druga stvar je bila, ko smo zelo jasno in deklarativno povedali, da želimo kreirati neko vlado, kjer bo vsebina ta glavna, torej kjer bodo svoboda medijev, kjer bo protikorupcijsko boj in ostale stvari. Danes temu tudi ni več tako. In tretja je tudi ta, da smo se postavili samostojno na to pot, brez stricev iz ozadja, in to je imelo potem težave. Je vtis, da se ne borite s pravim žarom in da bi raje ostali v Evropskem parlamentu pravilen? Ne, jaz se borim do konca in meni je cilj, da pridemo v državni zbor. Da dokončno razjasnimo. Bi šli v vlado, ki bi jo vodil Robert Golob, ko je KPK ugotovila kršitev integritete, ste rekli, da svobodo ja, z Golobom pa ne. Je še tako ali se je to spremenilo, ker se je spremenil vaš položaj? Torej, bi šli v vlado, ki bi jo vodil Robert Golob, da ali ne? Ne. Če bi KPK pri vas ugotovila kršitev integritete, bi nemudoma odstopili z katerega koli položaja? Absolutno. Politični konkurent na teh volitvah, ki ga najbolj cenite, je? Težko rečem, ampak zelo obstrasten in zagret je Anže Logar. Torej, zaradi te njegove strasti. Tako. Kako ocenjujete nedavni napad na Iran? Absolutno napaka in kršenje mednarodnega prava, nedopustno dejanje. Končajte stavek, če bi na loteriji zadel milijone, bi? Bi polovico dal v dobrodelne namene, polovico pa za društvo zaščito živali. Ali menite, da je treba vsebine vplivnežev na socialnih omrežjih regulirati enako, kot so regulirane vsebine v medijih, da so torej tudi oni za objavo svojih vsebin lahko podvrženi popravkom, odškodninskim tožbam in kazenskemu pregonu, tako kot novinarji in uredniki? Vsi bi morali biti podvrženi temu, vsi, prav vsi. Kako ste prišli do svoje prve nepremičnine in kakšna je bila? To je družinska hiša, v kateri živim skupaj z očetom, torej podedoval sem oziroma trenutno je skupaj sva lastnika tega objekta. Rekli ste, da ste na zadnjih volitvah volili Novo Slovenijo. S čim so vas prepričali? To je bil čas, ko sem bil župan in takrat smo se borili za cesto, ki je še danes nimamo v Kočevje. Takrat se je nakazalo, da bi jo mogoče lahko dobili, v tej vladi nismo dobili nič. Katero stranko pa ste volili predtem, recimo na volitvah 2018, vaš čas? Ja. Verjamete v Boga? Ne, verjamem pa, da nad nami je še kaj. Podpirate splav? Absolutno. Končajte stavek, zvestoba je zame? Najpomembnejša. Komu ali čemu pa ste najbolj zvesti? Družini. Ste obramboslovec. Kakšen je simbol NATO in kaj pomeni? Kompas, strateški kompas in kaže na usmeritev delovanja zavezništva, ki povezuje preko Atlantika dve celini, se pravi Severno Ameriko in Evropo. Kaj pa pomeni recimo to temno-modro ozadje? Morje. Da, Atlantski ocean. Atlantski ocean. Pred zadnjim vrhom NATO ste v tem studiu na N1 rekli, da bi kot premier glasovali proti in s tem blokirali odločitev zavezništva o dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP. To se v NATO ni zgodilo še nikoli. Bi danes rekli to še enkrat in kot premier res to storili? Absolutno. Šlo je za navadno izsiljevanje. Lahko pa dopolnim, da si je Španija na drugačen način izposlovala odpustek. Ja, ampak ni pa blokirala odločitve na zavezništvo. So si pa izposlovali odpustek in ne 5%, ampak mislim, da na koncu 3 za njih. Torej, gre za to, da je, kot se je zdaj pokazalo, da smo bili vsi pritisnjeni ob kot in mislim, da bi bilo prav, da bi evropski zavezniki takrat imeli malo več hrbtenice in rekli dovolj je dovolj. In vi bi sami, tudi če bi ostali sami, bi rekli blokiram, če bi bili v tem položaju. To je vprašanje. Absolutno, ker premier je tam zagovornik interesa Republike Slovenije in nobenega drugega. Dobro, hvala lepa. Prosim.